Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes imam za vas eno povabilo. In sicer idejo imam. Veste, da pišem vsak teden na svoje novice, pišem pošto. In danes sem se usedla, da napišem pač neko pozitivno sporočilo za vse tiste, ki še niste prijavljeni na moje e-novice srečnoživljenje.com. In na dnu strani imate prijavite se na novice. No, v glavnem. In začnem pisati o tem, kako pomembno je, da razumemo energijsko polje in predvsem, če občutimo, da nam odteka energija, kako to počistimo. In bolj kot razmišljam, kako naj to napišem, bolj mi je postajalo jasno, da to ne gre na ta način, da tudi preko videa ne moram razložiti na ta način, da enostavno bo potrebno organizirati seminar za vse tiste, ki vas to zanima, da pridete na seminar, da se naučite, pod prvo praktičen del, da imate vse naenkrat, da vam razložim vse, kar morate vedeti o energetskem delu telesa, in naslednja stvar, potem drugi del praktično, da v parih boste imeli vprašalnike, da najdete točno, zakaj, kateri program vam povzroča ali pa kateri odnos vam povzroča odtekanje energije in predvsem, kako zdaj to prerežemo, te eterične vezi in jih zakrpamo. In v glavnem, zadnje čase opažam, vedno več ljudi mi reče, joj, veš, se po noč prebujam. Joj, veš, po noč se prebujam, pa mi srce nabija. Joj, veš, po noč se prebujam, pa sem cela prepotena, evo, ta moja mena. Ja, bla, bla, ni mena, verjemite mi, to je polje energij. In to se dogaja tudi moškim, ki so daleč od mene, in to do andropauze, in dejansko to je svet energiji. In ta svet energiji je na en način toliko tuj, po drugi strani smo pa toliko noter in vsi to občutimo, da je čas, da se dejansko naučimo. Naučimo, kako upravljamo polje energije. Da nisi nemočen, veste, zdaj govorim iz svojih izkušenj, jaz sem vse to dala skozi in vem, kako izgleda, ko postaneš kot, zdaj lahko obrnete po svoje, ampak ja, žrtev v narekovajih energij. V bistvu to je tako, kot če ste se že kdaj kopali v velikih valovih. In ko te ta velik val zalije in te noter povalja in te valja in ne prideš ven iz te vode, ne prideš do zraka in kakor se nekako pobereš, pride nov val in te spet zasuka. Ne vem, če ste to kdaj občutili, ampak to ni fino, ko si v tem valovanju noter in te premetava. In tako izgleda tudi to polje energij. Ko nimaš znanja, ko ne veš, zakaj se gre, te premetava. Si dejansko tako, ko me zadihaš, pride nov val, te spet povalja in si pač nemočen. In potem, ko pa enkrat razumeš, kako stvari grejo, ko enkrat razumeš, odkje, zakaj, kako, stvari v bistvu postaneš ti upravljavec teh energij. Ta val, ki pride, enostavno te ne more več podreti. Tudi če pride, pa te malo zmoči, ni nekaj, kar te popolnoma sesuje. In to pomeni, da postaješ vedno bolj energetsko močan, močna, da te energije nimajo vpliva na tebe. Zdaj pa kako to naredimo? Za mano je zanimivo potovanje nekaj let, ker so se začele dogajati čudne stvari. Tako, veste, kot pri palčku smuku, ki reče, če se spomnite tiste risanke in najprej nekaj zaškrblja, potem nekaj poči in potem. In dokler ne razumeš, kaj se dogaja, res samo in potem in spet nekaj. Pa ko te stvari razumeš, pa dejansko jemlješ te stvari v redu, dogaja se. Zdaj le mogoče nekdo, ki prvič gleda moj video, pa si reče, tale ženski se pa dogaja. Ja, sem ja. Ampak res sem pa prepričana, da nisem edina, ki se mi nekaj dogaja, ampak da vas je veliko in bolj kot ste svetli, večji strelovod ste za določene energije. Tako kot strela, veste.
A ne tisto drevo, kam trešči strela. Ne v gozd, ampak od tistega, ki štrli ven. Tam useka strela. In ravno tako je zdajle. Pač energije so močne, vem, da jih občutite, vem, da mnogi se počutite nemočni, tako kot sem se jaz nekaj let nazaj počutila nemočno, prav tisto, pustite me pri miru, komu sem kaj slabega naredila, jaz nikomur nič nočem. Ampak, če se samo braniš, si v osnovi zmeraj manjši, si tisti kamenček, ki ga potem vala tam noter in si čist nemočen. Ko pa se začneš zavedati svoje moči in zakaj te vedno znova podre, se začneš graditi in postaneš tako kot pač vedno močnejši in stojiš, čeprav so še vedno pridejo tisti valovi energije, je to tako, pač malo ti zalije noge, malo te poškropi, ampak nič posebenega. Ni da si nemočen kamenček, ki ga vsakič znova, vsak val znova podre. Tako da v glavnem to pripravljam in sem prepričana, da v teh 3 urah vas bom naučila tisto, kar morate vedeti za vsakodnevno rabo. To, kar potrebujete. Obstaja en film, ki ga moje hčerke obožujejo in je naslov Čarovnije za vsak dan. No, rečemo, da bo ta seminar Čarovnije za vsak dan. To, kar lahko vsak dan uporabljate, ampak ne bo nič slabega, ampak samo to, kako morate razumeti svet energij, ker smo vsi v polju energij noter, in da ste stabilni in da vas ne poderejo te energije, ker, glejte, vsi občutimo, zmerom bolj se dogaja, zmerom hitreje se dogaja, smo kot v neki centrifugi. In ja, čas je, da se iz te centrifuge, da vas, a ne tako kot tornado, da nas ne nosi po zunanjem obodu, ampak smo v centru in smo mirni. In vemo, da v centru tornada ne obstaja tornado. Je samo polje miru. In to se bomo naučili. Dala vam bom dejansko te osnovna znanja, ki jih morate vedeti, da ostajate lažje v tem centru, polje energij, da je vaše polje energij mirno. Tako da, zanimivo. To je zdaj, tako se mi pripeljal tale naslov, Čarovnije za vsak dan. No, ne bojo pa čarovnije za vsak dan. To vas bom naučila in res sem prepričana, da je to, da bo lušten seminar. Zdaj, mogoče se vam porodi vprašanje, pa zakaj pa v Postojno? Večji del ljudi se nas bo pripeljalo od nekje, to je dejstvo. In v Ljubljani sem malo pokukala, pa sem nekaj najdla, pa mi ni potegnil, ne, sem rekla, ne, ven bomo šli. Ven bomo šli iz Ljubljane in na koncu do Postojne smo v pol ure čisto vsi. Ni zima, tako da ni problem, da bi bilo, ne vem, zasneženo. Predavalnica je luštkana. Čutim, da je to nekaj, kar ta trenutek potrebujemo, ker se približuje november. In sploh oktober in november, sploh november je najbolj temačen mesec. In ta 1. november, pa 31. oktober, kjer je ta dan čarovnic in tako naprej. Čas je, da se naučite uporabljati svojo moč. Čas je, da se naučite vi upravljati z energijami, ne pa da vas vsako leto ob tem času sesuje, sami ne veste, kdaj bo že december, da se sestavim skupaj in potem, ko je januar, rečete, končno. Ne, zdaj pa čas, da vi začnete upravljati in da nehajo energije samo pritiskati na vas, ampak da vi upravljate z energijami, da imate vi občutek, da ste vi ta glavni v tem svetu, ne pa vse ostalo okrog vas in samo nemočno opazujete. Tako v 3 urah se boste dejansko naučili tisto, kar morate rabiti. Čarovnije za vsak dan. No, tako. Število mest je omejeno, seveda, ker ne moram delati za zelo veliko skupino. Tudi mesta so omejena, jaz ne bom iskala večje predavalnice, tako da kdor se prijav. Tako da mogoče pohitite, ker imam občutek, da je pa to mogoče ena taka tema, ki mnoge ljudi zanima, ker vsi občutimo energije za moje pojme. No, tako. A gremo še na eno pozitivno sporočilo, da vidimo.
Tale delavnica, ki jo pripravljam, delavnica čarovnije za vsak dan. Kaj je tisto, kar ta trenutek stvarstvo sporočaš meni, tem ljudem, ki jih pokliče, kaj je prav, da vejo, da ozavestijo, da zaznajo, da bojo dobili. Da vidimo 3 sporočila, naključna sporočila karte prehodu novo dobo. Sem jaz vedela, da je. Nadangel Ariel. To je taka močna vodnica. Nadangel Ariel je nadangel z levjo močjo. To je nadangel, ko je čas, da ga pokličete, ko rabite napredek, ker vam nosi nove vizije. To je nadangel, ki vam nosi vse tisto, kar morate vedeti. In druga karta je prišla napredek. In boste videli to, kar se boste naučili, bo nosilo blagoslov vaše življenje. In prišla je karta bogatstvo. Poglejte to. Ariel, napredek in bogatstvo. In tako za 3 ure, da dobite praktične nasvete, ni brezplačno, nekaj plačate, ampak če gledamo, gremo na pico z družino, pa plačamo 50 €. In to pa veliko več kot pica z družino. Ja, bo posebna družina, kjer boste dobili veliko več kot pico, po kateri vam pade energija, ampak boste dobili dejansko nekaj, kar vam bo dvigalo energijo, znanje, ki vam bo dajalo moč in plavanje s tokom, nova vizija, sprejemanje, same dobre in darovanje. Dajanje, darovanje, lahko daš samo to, kar imaš. Jaz vas bom naučila to, kar vi že imate v sebi. Ker to imate v sebi, samo upravljati ne znate s tem. To je tako, kot bi vozili Ferrarija in boste vaš čas v prvi prestavi in sploh ne veste, da obstaja druga, tretja, četrta, peta, pa verjetno še kakšna. In dejansko mogoče se pritožujete čez življenje, kako nikamor ne greste, pa normalno, če nimate znanja, kako dati v višjo prestavo. No, in to vas bom naučila, tako da, če vas pokliče, prijavite se in res sem prepričana, da bo to en krasen dogodek prav za vašo dušo. Prav to, kar rabite ta trenutek v vašem življenju, da boste začeli končno vi upravljati z energijami, ne da energije delajo po svoje z vami. Tako da uživajte in prijave v linku spodaj. Tako da uživajte in se vidimo, seveda.